Vsako leto se na že tako dolg seznam dogodkov, ki se zdijo brez razlage, doda še več skrivnosti. V zadnjem stoletju smo bili priča ljudem, ki so izginili brez sledu, grozljivim zločinom, ki ostajajo nerazrešeni, in arheologi so odkrili artefakte, ki so jih popolnoma zmedli. To je le nekaj primerov nenavadnih, nerazrešenih primerov, ki še naprej frustrirajo zgodovinarje in mnogi bodo zavedno ostali nerazrešeni. Številka 10. Reliefna karta Urala, znana tudi kot Dashka Stone, je artefakt, za katerega nekateri verjamejo, da je bil uporabljen med stvarjenjem sveta. Zato je znana tudi pod imenom zemljevid stvarnika in arheologom povzroča preglavice, odkar so jo prvič odkrili leta 1999. Kamen je našla skupina arheologov z Baškirske državne univerze, medtem ko so delali v Uralu. Bilo je julija 1999, ko so naredili to odkritje in komaj so verjeli svojim očem, ko so kamnito tablico odstranili iz zemlje. Meri 147 cm v višino, 107 cm v širino in 15 cm v debelino. Tehta okoli 1 tono in ko so kamen podrobneje preučili, je ekipa vedela, da so naleteli na nekaj, česar še nikoli niso videli. Vseboval je tipografski zemljevid območja Uralskih gora, imenovanega Baškirija, in se je zdel skoraj neverjetno natančen, v merilu 1:1, vejica 1 kilometra. Raziskovalci niso mogli pojasniti, kako je bila starodavna civilizacija sposobna ustvariti tako natančen zemljevid brez uporabe sodobne tehnologije. Še bolj osupljivo je dejstvo, da je bil zemljevid narisan v 3 ločenih ravneh, kar pomeni, da je tridimenzionalen. Prva plast je bila narejena bodisi iz keramike ali cementa, druga iz diopsidnega stekla pomešanega s silicijem, tretja, najtanjša od vseh 3, pa je sestavljena iz mešanice porcelana in kalcija. Ruski strokovnjaki so kasneje določili starost kamna in menijo, da je star približno 120 milijonov let. Naslednji korak je bil določiti območje, ki ga prikazuje zemljevid, in to ni trajalo dolgo. Neverjetno, toda Baškirija je še vedno zelo podobna temu, kakršna je bila pred milijoni let, in strokovnjaki so lahko ugotovili, da gre za to regijo. To so kasneje potrdili strokovnjaki iz več drugih držav, vključno s Kitajsko, in od takrat so prepoznali znamenitosti, ki jih je mogoče videti na zemljevidu. Sem spadajo reke Belija, Ufimka in Sutolka ter kanjon Ufa. Vse to je povzročilo, da so zgodovinarji začeli na novo razmišljati o tem, kako so ljudje živeli v tistih časih, saj se zdi, da so bili veliko bolj napredni, kot so prej verjeli. Nekako jim je uspelo zemljevid območja narediti, kot da bi ga gledali od zgoraj, kar bi moralo biti nemogoče, a so to nalogo vseeno zlahka upravili. Številka 9. Skozi leta so odkrili številne majevske artefakte, ki so nam veliko povedali o tem, kako je ta civilizacija živela vsakdanje življenje, o verskih vidikih njihovih skupnosti in o tem, kako so uspeli preživeti. Arheologi, zgodovinarji, strokovnjaki in učenjaki so že dolgo časa navdušeni nad Maji, saj je bilo najdenih na tisoče artefaktov iz obdobja, ko je njihova civilizacija cvetela. Toda eno izjemno odkritje, ki so ga našli leta 2015, je drugačno od vseh ostalih, ki so jih doslej odkrili. Predmet je obesek iz žada v obliki črke T, ki bi ga verjetno nosil majevski kralj med verskimi obredi. Vsebuje tudi napise, ki so, ko so jih končno prevedli, pripovedovali zgodbo o življenju prav tega kralja. Meri približno 19 cm v širino, 10,5 v višino in 0,8 v debelino, zaradi česar je drugi največji kos majevske žade, ki so ga kdaj odkrili v Belizeju. Toda tisto, kar ga dela edinstvenega, je dejstvo, da vsebuje te 3 zgodovinske napise, pa tudi območje, kjer so ga našli. Ker je žadni obesek tako velik, bi strokovnjaki pričakovali, da bi ga našli v enem izmed znanih starodavnih majevskih mest. A temu ni bilo tako. Našli so ga v Nimli Punetu, ki je bil v času, ko so obesek nosili, osamljeno območje, kjer je živelo le malo ljudi. Podobne manjše kose so našli, vendar niso vsebovali nobenih napisov, poleg tega pa so jih odkrili na precej bolj poseljenih območjih. Nimle Punet se nahaja blizu roba majevske regije, ocenjujo pa, da so tam Maji živeli med letoma 150 in 850 našega štetja. Najdišče je bilo dolgo časa izgubljeno, dokler ga niso ponovno odkrili v 70 letih prejšnjega stoletja. Od takrat so arheologi skopali več pomembnih artefaktov z tega območja, ki so jih temeljito preučevali.
Prav tako je znano, da je bila na tem mestu okoli leta 400 našega štetja zgrajena palača, saj so obesek našli med njenimi zakopanimi ostanki. Ko so izkopavali palačo, so odkrili grobnico, o kateri so raziskovalci presenečeno naleteli na izjemen artefakt. Verjame se, da grobnica sega v obdobje okoli leta 800 našega štetja. V njeni bližini pa so našli še več drugih predmetov, kot so lončenina in velik kamen v obliki božanstva, kar je navdušilo sodelujoče arheologe. Oblika obeska predstavlja veter in dih, zato domnevajo, da ga je kralj nosil med obredi v čast majevskemu bogu vetra, Kuraken. Zgodovinari verjamejo, da so te obrede prirejali zato, da bi vsako leto pospešili prihod monsunskih deževi na to območje, saj so bili ti nujni za preživetje njihovih pridelkov. Kar je raziskovalce zmedlo, je dejstvo, da kralja, kateremu je obesek pripadal, niso našli v njegovi grobnici. Običajno so pri takšnih odkritjih artefakti pokopani skupaj z njihovimi lastniki, za to anomalijo pa ni bilo najdeno nobene razlage. Kar zadeva razlog, zakaj so prebivalci območje zapustili, so nekateri predlagali, da jih je k selitvi prisilila podnebne spremembe, saj so jim začele propadati poljščine. Zato je mogoče, da je bil obesek preprosto zakopan sam, v upanju, da bo hurikan poslal ugodnejše vreme. Velik del besedila na obesku še vedno potrebuje prevod, vendar zdaj vemo, da je pripadal kralju Janabolkeneju. Prav tako omenja njegove starše in dejstvo, da je bil kralj nekako povezan z majevskim mestom Karakol. Nadaljnje raziskave bodo, upajmo, razkrile več o kralju in njegovem ljudstvu, vendar skrivnost, zakaj je bil njegov obesek popisan, za razliko od vseh drugih najdenih, ostaja nerazrešena. Številka 8. Ko pomislimo na velike egipčanske piramide, se nam v mislih pojavijo podobe časa, ki se nam kot sodobnim ljudem zdi skoraj nepredstavljiv. Starodavni artefakti, ki so jih tam našli, so nas veliko naučili o njihovi kulturi, zgodovini in prepričanjih. Vendar pa ne ve veliko ljudi, da se na območju v Walesu v Združenem kraljestvu nahajajo artefakti, ki so celo starejši od piramid. Mesto, o katerem govorimo, se imenuje Monmouth in leži v jugovzhodnem Walesu, blizu meje z Anglijo. Mesto je znano po svoji dolgi zgodovini in velja za eno izmed 10 najboljših mest v celotnem Združenem kraljestvu z vidika arheologije, saj so tam našli na tisoče artefaktov. Toda najnovejša in najbolj skrivnostna najdba med njimi ni zgolj predmet, kot sta keramika ali nakit. Predsednik arheološkega društva Monmouth, Steve Clark, je junija 2012 vodil ekipo raziskovalcev na tem območju, ko so našli ostanke starodavne zgradbe. Najprej so našli 3 masivne lesene tramove, ki so bili postavljeni drug ob drugem na območju, ki je bilo v starih časih jezero. To jezero je kasneje izginilo, saj se je v nekem trenutku v zgodovini napolnilo z muljem. Kdorkoli je zgradil te strukture, je verjetno uporabil te velike tramove kot del temeljev velike zgradbe, saj so bili globoko vkopani v zemljo. Skozi stoletja je les razpadel. Praznine, ki so ostale za njim, pa so se nato napolnile s kisika, prost in glino. Na najdišču pa še vedno ostaja veliko vprašanj. Strokovnjaki lahko le ugibajo, zakaj je bila ta struktura uporabljena. Tehnike, s katerimi so te 3 tramove postavili v tla, pa ostajajo neznane. To je zato, ker to niso običajni ležeči tramovi. Verjame se, da je tisti, ki je zgradil to strukturo, nekako uspel razpoloviti cela drevesa, preden jih je postavil v tla. To bi bilo izjemno težko in zahtevalo veliko dela, a postane še bolj impresivno. Arheologi niso uspeli ugotoviti, kako globoko so bili tramovi zasajeni. Prav tako nimajo pojma, kdo je zgradil to strukturo ali zakaj se je uporabljala. Nekatere teorije so bile predlagane zaradi postavitve tramov. Zdi se, da so popolnoma poravnani sredino starodavnega jezera, ki je nekoč bilo na tem območju. Zato so predlagali, da je bila ta struktura uporabljena kot nasip, ki je vodil do Kranika, umetnih otokov, ki jih pogosto najdemo na Škotskem in Irskem. Če je to res, bi bil nasip ogromen in za njegovo izgradnjo bi potrebovali zelo dolgo časa. Vendar to ostaja špekulacija, saj ostaja neznano, ali je bil zgrajen pred ali po nastanku jezera. Strokovnjakom bi uspelo določiti starosti tramov in potrebno bo opraviti dodatne raziskave, preden bomo lahko odgovorili na ta vprašanja. Za zdaj se domneva, da tramovi segajo v bronasto dobo, na podlagi drugih odkritij. Med temi so tudi kup ožganih kamnov in korito, ki so jih našli skupaj s tramovi. Verjame se, da so kamne segrevali v ognju, nato pa jih vrgli v korito, da bi zavreli vodo, kot so pogosto počeli v tistem obdobju. Številka 7.
Vedno je zanimivo, kadar strokovnjaki ne morejo pojasniti starodavnega artefakta, kot je na primer 1500 let star obesek, ki so v leta 2011 našli pod zemljo na Cipru. Kraj, kjer so našli amulet, se imenuje Neapophos. In ni nenavadno, da arheologi na tem območju najdejo artefakte iz davnih časov. Amulet je povzročil nekaj zmede, saj se zdi, da prekinja s tradicijo, kar zadeva zgodovinske osebnosti. Poleg tega ima na obeh straneh napise. Na eni strani so našli besedilo, ki po prevodu pravi: Lave, ki je bog, je nosilec skrivnega imena, Leureja, staroegipčanskega sončnega boga, varen v svojem svetišču. Čeprav se to morda ne zdi nič posebnega, so učenjaki kmalu ugotovili, da je ta napis palindrom, kar pomeni, da ga lahko beremo naprej ali nazaj in dobimo enak rezultat. Kar je, glede na to, da ima 59 znakov, precej impresivno. To je bila že samo po sebi izjemna najdba, a na drugi strani obeska so se skrivala še večja presenečenja, ki jih še vedno ni mogoče razložiti. Vsebuje več slik, med drugim mumijo v povoju na čolnu, in najverjetneje predstavlja Ozirisa, še enega egipčanskega boga. Druge slike prikazujejo moškega, ki sedi na stolu in ima desno roko dvignjeno k ustnicam, kot da bi želel nekoga utišati. Ta slika predstavlja boga tišine, Harpokrata. Poleg njega je podoba mitskega bitja s pasjo glavo. Takšne like so opazili na številnih drugih artefaktih in vemo, da se tak lik imenuje kinokefal. Kar je raziskovalcem padlo v oči kot nenavadno, je dejstvo, da kinokefal posnema dejanje Harpokrata, kar je le ena izmed več netočnosti, ki so jih našli na artefaktu. Prvič, palindrom vsebuje več pravopisnih napak. Več kot enem primeru sta uporabljena dva znaka. P, kjer bi bil pravilen en sam V. In zadnji trije znaki, ki so EAI, so očitno dodani na hitro, saj so videti stisnjeni na eni strani amuleta. Zato strokovnjaki menijo, da oseba, ki je izdelala amulet, ni popolnoma razumela staroegipčanske pisave in da je naredila napako v zvezi z egipčansko kulturo. Običajno je bil Harpokrat upodobljen, kako sedi v lotosovem cvetu z dvignjenimi nogami, nikoli pa ni bil prej prikazan na stolu. Prav tako je nekaj nezaslišenega videti, da kinokefal posnema dejanja Harpokrata. V običajnih okoliščinah bi bil prikazan z dvignjenimi tačkami v čaščenju Harpokrata. Zgodovinarji pa niso mogli pojasniti, zakaj je bil amulet ustvarjen na ta način. In potem je tu še dejstvo, da se je tisti, ki je ustvaril ta predmet, odločil dodati prepletene črte čez telesi obeh figur. Kadarkoli je bilo to storjeno, je pomenilo, da bodo te figure mumificirane skupaj z Ozirisom, kar pa v tem primeru ne bi bilo mogoče. Prav tako je omenjeno, da je kinokefal pogosto upodobljen s povoji, vendar je v tem primeru amuleta tisti, ki jih nosi Harpokrat. To še nikoli prej ni bilo storjeno in ostaje neznano, ali so bile to nedolžne napake, ali pa so bili ti dejavniki namerno vključeni. Predlagano je bilo, da je bilo to storjeno kot dejanje upora proti vladarjem tistega časa, ali pa da je bil amulet narejen poceni strani nekoga, ki takratne kulture ni razumel. Vendar pa te teorije še niso dokazane. Številka 6. Skrivnost se je začela leta 1954, ko je moški prispel na letališče v Tokiu na Japonskem s potnim listom, ki ga nihče ni prepoznal. Do danes nihče ni uspel ugotoviti, kdo je bil ali kje se je nahajala država, iz katere je prišel. Po poročilih je bil v Tokiu zelo vroč dan, ko je moški po imenu John Zegras izstopil iz letala na letališču Haneda in na prvi pogled je deloval kot vsak drug potnik, ki je tisti dan priletel v mesto. Bil je oblečen v obleko, najbolj izstopajoče pri njem pa je bila, da je imel brado. To je veljalo, dokler ni izročil svojega potnega lista cariniku, ki je takoj postal sumničav. Potni list ni deloval kot ponaredek, vendar še nikoli ni slišal za državo, iz katere je moški pripotoval, Tarit. Poklical je uslužbence za priseljevanje, ki so takoj začeli zasliševati moškega, ta pa se je zdel užaljen zaradi tega. Vztrajal je, da Tarat res obstaja in da je bila to priznana država že več kot 1000 let. Zmedeni zaradi teh dogodkov so moškemu pokazali zemljevid sveta in ga prosili, naj pokaže, kje je Tarit. Pokazal je na območje med Francijo in Španijo, uradniki pa so mu skušali razložiti, da se ta regija imenuje Andora, vendar je vztrajal, da je to napaka. Za Andoro še nikoli ni slišal in sčasoma je postal še bolj razdražen zaradi zamude svojih potovalnih načrtov.
Uradnikom je zagotovil, da je res tisti, za kogar se predstavlja, in jih spomnil, da ima v potnem listu žige, ki dokazujejo, da je že prej potoval na Japonsko. Pokazal jim je tudi denar iz različnih evropskih držav in jim pokazal svojo čekovno knjižico. In to ni ničesar razjasnilo. Njegova čekovna knjižica je bila izdana pri banki, za katero še nihče ni slišal, in kljub iskanju je nihče ni mogel najti. Moškega so na to vprašali, kakšen posel ima na Japonskem in ali ima koga, ki bi ga lahko letališče kontaktiralo za potrditev njegovih trditev. Dal jim je ime podjetja, s katerim je nameraval sodelovati, hotel, v katerem je nameraval bivati, in banko, s katero je sodeloval. Moškega, o katerem je bilo govora, niso mogli slediti, prav tako pa banka, za katero je trdil, da z njo sodeluje, ni obstajala. Podjetje, ki ga je omenil, je res obstajalo, vendar še nikoli niso slišali za moškega z imenom John Zegres. Policisti niso imeli druge izbire, kot da ga pridržijo. Zato so ga namestili v bližnji hotel, medtem ko so preiskovali njegove trditve. Da bi zagotovili, da ne pobegne, sta bila pred njegova hotelska vrata postavljena 2 policista. Pričakovalo pa se je, da ga bodo naslednji dan pripeljali nazaj na letališče na nadaljne zaslišanje. Vendar pa je bilo vsemu presenečenje, ko so policisti odprli vrata, da bi preverili, kako je z njim, moškega ni bilo več. Vztrajali so, da so bila vrata sobe celo noč zaprta, in ker je bila soba v višjem nadstropju hotela, ni bilo mogoče, da bi pobegnil s skokom z balkona. Vzel je vse svoje stvari s seboj in nihče ga ni nikoli več videl. Številka 5. Lakota a la Chèvre je skrivnostna jama na otoku Jersey v Rokavskem prelivu. Strokovnjake je že desetletja fasciniralo, odkar so odkrili, da so se neandertalci vsako leto vračali v jamo, nihče pa ne ve, zakaj. Čeprav je bilo znano, da so neandertalci živeli v tej jami, so pred kratkim ugotovili, da so začeli uporabljati ta prostor veliko prej, kot so sprva verjeli. Artefakti, ki so jih našli na tem najdišču, kažejo, da so tam morda začeli živeti pred približno 250.000 leti. Presenetljivo so se v jamo vračali znova in znova, to tradicijo pa so nadaljevali iz generacije v generacijo. Lovili so živali na tem območju in očitno so jim bile jame všeč, razen če obstaja še kakšen drug, za zdaj neznan razlog, zakaj so se tja vračali. Kamena orodja, ki so jih našli v jami in okoli nje, raziskovalcem dajo dobro predstavo o tem, kako so se gibali po tem območju. Mnogi njihovi lovski kraj bi bili poplavljeni pod Rokavskim prelivom. Toda druga območja so še vedno dostopna in upa se, da bodo zgodovinarjem zagotovila več informacij o ljudeh, ki so tam živeli pred vsemi temi leti. Območje bi bilo veliko večje, kot je danes, saj so bili ledeni pokrovi še vedno nedotaknjeni in območja ocean še ni poplavil. To nakazuje, da je bilo v regiji veliko divjih živali in da so jame predstavljale popolno zavetje, medtem ko so tam živeli neandertalci. Da bi izvedeli več o njih, bodo strokovnjaki zdaj preučili 16.000 artefaktov, ki vključujejo živalske kosti, sedimente in kamnita orodja, zbrana na tem območju, in ti bi lahko ponudili dodatne vpoglede v ledeno dobo na Jerseyju. Edine teorije, ki so bile do zdaj predstavljene, so, da so bile jame morda vidne že od daleč in da bi neandertalci takoj prepoznali jame kot zavetje. Prav tako je bilo predlagano, da so si med seboj delili lokacijo jame in da se je to znanje prenašalo iz generacije v generacijo. To bi pojasnilo, zakaj so se vračali v jame desetletja, vendar te teorije še niso dokazane. To ni edina jama na Jerseyju, za katero je znano, da so jo naseljevali neandertalci. Tu je La Côte de Saint-Bernard, ki je veliko večja od Côte à la Chèvre, kjer so arheologi na granitni polici našli 13 neandertalskih zob, za katere verjamejo, da so pripadali 2 posameznikoma. Ker nekateri zobje nimajo običajnih značilnosti, ki jih najdemo pri neandertalskih zobeh, so predlagali, da je v jami nekoč živel sodobni človek, ali pa so bili rezultat parjenja med neandertalcem in sodobnim človekom. Dodatne raziskave zob še potekajo, da bi ugotovili, ali je bilo to res, vendar so zaenkrat razstavljeni v muzeju in umetnostni galeriji Jerseyja, kjer si jih lahko ogleda javnost. Številka 4. Kamnita postavitev. Carisbrooke se nahaja v Viktoriji v Avstraliji in čeprav si jo znanstveniki in arheologi temeljito preučevali, nihče ni prepričan, kdo jo je zgradil ali kakšen je bil njen namen. Zagotovo je postavitev aboriginskega izvora in verjame se, da je stara več tisoč let, vendar njena natančna starost še ni bila določena, kar še dodatno povečuje skrivnostnost in zanimanje za že tako skrivnostno najdišče. Najdišče, ki se nahaja približno 4 km od Carisbrooka, je prvi odkril Aldo Massola leta 1963.
Takrat na najdišču ni bilo veliko narejenega, vendar so v 80-ih letih preučili njegove zapiske o postavitvi in kamnito postavitev končno raziskali ter izmerili. Masola je napisal članek, ki je bil leta 1963 poslan v revijo Victorian Naturalist in vključil podroben opis. Navedel je, da meri 200x17 čevljev in da je približno v obliki bumeranga. Prvo raziskavo je v 80-ih letih izvedla viktorijanska arheološka služba, potem ko je lokalni lastnik zemljišča ponovno opozoril na nenavadno postavitev. Domnevalo se je, da gre za staro aboriginsko obredno mesto, vendar to še ni bilo dokončno dokazano. To je zato, ker na tem območju niso bili najdeni nobeni drugi zapisi o aboriginskih obredih. Prav tako pa se nobena od teh domnevnih tradicij ni prenesla na njihove potomce. Ali pa se vsaj tako zdi. Sodobni opisi najdišča navajajo, da vsebuje 2 loka, zgrajena iz velikih kamnov, poleg tega pa še več manjših kamnov in kamniti kup, ki bi lahko služil kot označevalec poti, spominsko obeležje ali mejnik. Verjame se, da je bil lok namerno zgrajen v obliki bumeranga, saj je bil ta nekoč pomembno lovsko orodje. Nekateri strokovnjaki se s tem ne strinjajo, saj ima lok nepravilno ukrivljenost, stranici pa potekata vzporedno druga z drugo, kar ni značilno za običajno obliko bumeranga. Obstaja tudi teorija, da naj bi bila kamnita postavitev namenjena uporabi kot astronomsko orodje, podobno kot naj bi bil Stonehenge v Angliji. Nekateri verjamejo, da lok predstavlja rimsko cesto, bližnji kamniti kup pa naj bi predstavljal Siri ali kakšno drugo svetlo zvezdo, ki je bila v času gradnje vidna na nebu. Ugotovljeno je bilo tudi, da konca polmeseca kažeta na kardinalne točke na kompasu, vendar ostaja neznano, ali je bilo to namerno ali zgolj naključje, kar pa se zdi malo verjetno. Nekateri strokovnjaki menijo, da so območje uporabljali med iniciacijskimi obredi za moške, saj so bila druga podobna najdišča v Novi Južni Wales uporabljena v ta namen. Najdišče je leta 1975 kupila avstralska vlada in prevzela njegovo ohranjanje od Urada za arheološke ostanke. Zdaj je bilo razglašeno za uradno arheološko območje, nato pa prodano svetu za domorodna zemljišča in je trenutno v oskrbi kooperative Aboriginov Ballarat. Na najdišču je treba opraviti še veliko dodatnih raziskav, da bi ugotovili, kdo je ustvaril nenavadno kamnito postavitev in zakaj se je uporabljala. Številka 3. Izjemno je, kako pogosto so v zgodovini ogromne ladje, ki so prevažale tone pomembnega tovora, nenadoma izginile brez razlage. Medtem ko večino teh ladij sčasoma najdejo, so druge zavedno izgubljene v oceanu, kot je primer z ladjo SS Marine Sulphur Queen. Uradno ime ladje je bilo Esso New Haven. To je bil tanker tipa T2, zgrajen v mestu Chester v Pensilvaniji leta 1944 in bil je sprva namenjen prevozu nafte, tako kot številni tankerji zgrajeni v tistem času. Leta 1960 pa je ladja odplula v suhi dok podjetja Bethlehem Steel v Sparrows Pointu v Marylandu, kjer je doživela nekaj sprememb. Predelali so jo tako, da je lahko prevažala staljeno žveplo, nato pa so ji spremenili ime v Marine Sulphur Queen. Da bi ladji omogočili to sposobnost, so jo opremili z neodvisnim rezervoarjem, ki je meril 306 čevljev, v dolžino 30 čevljev v širino in 33 čevljev v višino. Vse prvotne pregrade so bile odstranjene, da bi omogočili to spremembo. Prav tako pa je bilo treba prilagoditi notranjo strukturo ladje. V cevi so bile 4 posamezne komore, glavna cev pa je bila približno 3 čevlje oddaljena od kateregakoli okoliškega materiala. Žvetlo bi se ohranilo pri približno 155 stopinjah Fahrenheita, zahvaljujoč parnemu sistemu, ki je bil nameščen. In leta 1961 je ladja po predelavi odplula na svojo prvo potovanje. Spremembe so se izkazale za uspešne in 2 leti je redno prevažala staljeno žveplo kot tovor. Toda 2. februarja 1963 se je vse to spremenilo. Tistega dne je izplula iz Beaumont, Texas, z več kot 15,000 tonami žvepla na krovu. Znano je, da je bila 2 dni kasneje v vodi blizu Florida Keysa, saj je bila prejeta rutinska radijska vest z natančno lokacijo ladje. Toda do 6. februarja je vsa komunikacija z ladjo prenehala in bila je razglašena za pogrešano. Domnevali so, da je morala potoniti v floridski ožini. To območje so temeljito preiskali, vendar brez uspeha. Iskanje se je nadaljevalo. 19 dni, vendar niso našli nobenih sledi, zato so morali iskanje prekiniti. Edini dokaz, da je Sulphur Queen potonila,
je bilo odkritje nekaj rešilnih jopičev v vodi in nekaj majhnih kosov razbitin, za katere so verjeli, da so pripadali plovilu. Opaženo je bilo, da je ladja 4. februarja plula po razburkanem morju z valovi, ki so dosegali 5 metrov, in vetrovi, ki so dosegali okoli 45 vozlov. Med kasnejšo preiskavo je bilo ugotovljeno, da ladja tistega dne sploh ne bi smela izpluti. Posadka, ki je redno služila na plovilu, je poročala, da so se ob straneh 4 rezervoarjev pogosto pojavljali požari. To se je dogajalo tako pogosto, da častniki alarma sploh niso več sprožali, saj so se požarov že navadili. Med enim od potovanj je bila ladja v plamenih, ko je prispela na cilj, in je še vedno gorela, ko je ponovno odplula. Ko so požare gasili z vodo, se je žveplo strdilo okoli pomembne opreme in povzročilo dodatne težave. Obalna straža je prav tako odkrila, da je bil ladijski kobilica skozi leta močno načeta zaradi korozije in da se je pred tednom dni pojavila razpoka, kar je pomenilo, da je obstajala nevarnost, da se kobilica prepolovi. Tankerji tipa T2 so bili zaradi te napake zelo glasni, zato so bili pregledi na teh ladjah zelo resni. Poročali so o še številnih drugih težavah in dejstvo, da so Sulphur Queen tistega dne sploh dovolili izpluti, je skoraj nepojmljivo. Razbitine ladje SS Marine Sulphur Queen niso nikoli našli, njena usoda in usoda njene posadke pa ostajata neznani. Številka 2. Iz inocije 3 žensk, 21-letne Ann Miller, 19-letne Patricia Bluff in 19-letne Renee Brule, ni bilo nikoli razrešeno in ostaja ena najbolj skrivnostnih ugank državnega parka Indiana Dunes. Dogodek se je zgodil 2. julija 1966, ko so se 3 prijateljice odločile preživeti nekaj časa skupaj med prazničnim vikendom ob 4. juliju. Tistega jutra je Ana pobrala drugi 2 ženski s svojim avtomobilom in skupaj so se odpeljale v državni park Indiana Dunes. Vse so bile iz območja Chicaga, zato so potrebovale približno 1 uro vožnje do tja. Na omenjeno plažo so prispele okoli 10. ure zjutraj. In območje je bilo že polno ljudi, ki so bili v prazničnem razpoloženju. Večji del dneva so položevale na soncu, plavale in preživljale čas v naravi. Ko pa je sonce začelo zahajati, so vse 3 prijateljice izginile. Par, ki je bil na plaži, je poročal, da so videli 3 ženske, kako so se pogovarjale z neznanim moškim, preden so izginile. Opisali so ga kot dobro zagorelega moškega v zgodnjih 20 letih, s temnimi valovitimi lasmi, ki je stal na čolnu, širokem 16 čevljev z modro notranjostjo. In po krajšem pogovoru so 3 prijateljice stopile na plovilo ter pustile vse svoje stvari na plaži. Moški je nato odjadral s čolnom proti zahodu in se nikoli več ni vrnil, pravijo priče. Nadzornik parka je bil zadolžen za zbiranje ženskih stvari, med katerimi so bili tudi Anine kratke kavbojke, polo majica, čevlji, bela kopalna kapa, ključi avtomobila, glavnik in termovka. Za seboj so ostali tudi Patrici in Halja, sončna očala, tranzistorski radio, njen bel brisača, denarnica, v kateri je bilo $5 in morda še nekaj drugih malenkosti. Renežine stvari so vključevale njeno brisačo, kratke hlače, bluzo, sončni klobuk, cigarete, kremo za sončenje in njeno denarnico, v kateri je bilo 25 centov in približno $55 v čekih. Kmalu so družine prijavile, da so 3 ženske pogrešane. In čuvaji parka so poročali, da je bilo Anino vozilo najdeno zapuščeno na parkirišču parka, na istem mestu, kjer so ga videli 2. julija. V notranjosti so našli še nekaj stvari žensk, vendar te niso ponudile nobenih namigov o tem, kaj bi se jim lahko zgodilo. 5. julija se je začelo prvo uradno iskanje. Potapljači so prečesali jezero, policisti in čuvaji so iskali peš, pripeljali so tudi konje, da bi hitreje preiskali območje, vendar niso našli ničesar uporabnega. Moški, ki je tisti dan na plaži uporabljal svojo videokamero, je policiji ponudil svoj posnetek in zahvaljujoč temu so lahko identificirali 2 možni čolni, ki bi tisti dan lahko pobrali prijatelje. Predhodno je bilo ugotovljeno, da jih je omenjeni moški odložil na plaži, potem ko so jih videli, kako se vkrcajo na njegov čoln. Več prič pa je poročalo, da so videli vse 3 ženske, kako so dolgo potem, ko so se vkrcale, hodile po plaži in jedle. Nekaj ljudi je videlo še enega moškega, ki prav tako ni bil identificiran, kako se jim je približal in jih nato spremljal na drugi čoln na posnetku, vendar ta opažanja nikoli niso bila potrjena. V mesecih, ki so sledili, so našli dokaze, da je Renea načrtovala, da bo prekinila svojim fantom, saj je ta kazal več zanimanja za avtomobile kot za njo. Toda njena družina verjame, da si je do časa njenega izginotja premislila.
Anini prijatelji so razkrili, da je bila takrat 3 mesece noseča in da bi lahko bila tudi Patricia noseča. Obe ženski sta bili v razmerju s poročenimi moškimi. Ena od Patricijinih prijateljic pa je domnevala, da je Patricia načrtovala svoje izginotje. Nekoč je prišla domov s poškodbo obraza in povedala, da ima težave s konjskim sindikatom, medtem ko je skrbela za svojega čistokrvnega konja. Še vedno ni znano, ali je kateri od teh dejavnikov prispeval k njihovim izginotjem, in ta primer žal ostaja nerešen še mnogo desetletij kasneje. Vsak, ki ima nove informacije o tem primeru, naj kontaktira državno policijo Indiane na 17-899-8577. Številka 1. Leta 1952 so prebivalci severnega Yorkshira v Angliji začeli poročati o opaženih nenavadnih in nepojasnjenih luči na nebu, kar velja za eno najbolj izstopajočih skrivnosti NLP-jev na tem območju, ki nikoli ni bila pojasnjena. Vse se ni začelo med širšo javnostjo, ampak s skupino 10 vojakov in častnikov iz 269 eskadrilje kraljevih letalskih sil. Nekaj minut pred 11. 19. septembra tistega leta so bili priča nečemu, česar še nikoli niso videli in niso imeli pojma, kaj naj si o tem mislijo. Poročali so, da so videli popolnoma krožnikasto plovilo, medtem ko so bili na vzletno pristajalni stezi vojaške baze RAF Topcliffe v severnem Yorkshiru. Reaktivno letalo Meteor se je približevalo vzletno pristajalni stezi na letališču Dishforth, sledilo pa mu je to plovilo, ki ga nihče ni mogel prepoznati. Takrat je RAF sodeloval v projektu Mainbrace, ki je obsegal vrsto simulacij izvedenih v obdobju 13 dni, da bi ugotovili, kaj bi se zgodilo v primeru sovjetskega ali zahodnoevropskega napada na tem območju. Eden od častnikov je izjavil, da je sprva videl le oddaljeno belo piko na nebu. Ocenili je, da je potovalo na višini približno 15.000 čevljev in da je bilo približno 5 milj oddaljeno od reaktivnega letala Meteor. Drug častnik je izjavil, da je bil predmet srebrn in da se je začel zibati iz ene strani na drugo, ko se je približeval. Sprva je mislil, da je to padalo, vendar se predmet ni zdel, kot da bi lebdel na mestu, preden je nenadoma švignil proti letalu in poletel za njim. Začel se je vrteti okoli svoje osi, nato pa nenadoma pospešil do nemogočih hitrosti in odletel proti zahodu, preden je izginil iz vidnega polja. Celoten dogodek je trajal le 20 sekund in vsi, ki so videli plovilo, so se strinjali, da še nikoli niso bili priča čemurkoli podobnemu. Izkazalo se je, da to ni bilo prvo opažanje nenavadnega predmeta na nebu. 13. septembra je posadka danskega rušilca opazila trikotni predmet, ki je potoval skozi nočno nebo. Bili so presenečeni nad hitrostjo, s katero je plovilo potovalo, približno 1450 km/h, in poročali so, da je oddajalo modro svetlobo. 20. septembra, dan po drugem opažanju, je bil časopisni poročevalec na krovu USS Franklina D. Roosevelta eden od prič, ki so v nebu videle sferični predmet. Opazili je, da sledi floti, in čeprav so sprva mislili, da gre za vremenski balon, so to teorijo kasneje ovrgli. Nobenega letala radarji niso zaznali in čeprav so nebo zelo natančno opazovali, nihče ni poročal, da bi videl predmet. Opažanja so temeljito preiskali, vendar razlage niso nikoli našli in ostaja nerazrešena skrivnost. Hvala vam, ker ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, kliknite gumb Všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.